Bitka med vlado in vrhovnim sodiščem glede prihodnosti izraelskih medijev in novic se nadaljuje. Izraelsko vrhovno sodišče je začasno zamrznilo sporen zakon o prenovi medijev, ki ga je prejšnji teden sprejel Kneset. Zakon si prizadeva centralizirati državni nadzor nad televizijskimi mrežami in je sprožil veliko ustavno bitko tik pred državnimi volitvami oktobra. Nekatere glavne točke zakona vključujejo odpravo pravil, ki ločujejo lastnike kanalov od novinarskih redakcij, kar je standard v številnih državah s svobodnim tiskom, kar bi lastnikom omogočilo vplivanje ali celo narekovanje vsebine novic. Cilj je ukiniti financiranje neodvisnega javnega radiotelevizijskega servisa Kan in hkrati zamenjati neodvisne medijske nadzornike z novim svetom, ki ga bodo imenovali politiki. Vrhovno sodišče je zamrznilo zakon, saj bi lahko povzročil nepopravljivo škodo demokraciji pred volitvami. Vlada mora sodišču odgovoriti v enem tednu. Zdaj se nam za več informacij pridružuje Amir Weidman, vodja libertarnega kluba stranke Likud. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili pri tej precej kontroverzni temi. Zakaj vidimo, da se to zdaj pospešeno sprejema v zadnjih mesecih pred volitvami? Moram reči, da je vaš opis tega zakona popolnoma napačen. Opravičujem se, ampak žal moram reči, da je 100% napačen. Ne samo, da je napačen, ampak je v resnici popolnoma nasprotno od tega, kar se dogaja. To je osupljivo. Morda nam lahko razložite, kako je v resnici? Razložil bom, ampak samo pravim, da je osupljivo videti, kako mediji dejansko predstavljajo odpiranje trga, deregulacijo in dovoljevanje vsakomur, da v bistvu počne, kar želi, kot centralizacijo vladnega nadzora nad mediji. Iskreno je osupljivo, kako ste to predstavili in tako sem jaz to predstavil. Brez besed sem. Torej, dejstva so zelo preprosta. Dejstvo je, da to, kar ta zakon počne, je ravno nasprotno. Dovoljuje vsakomur, da brez skoraj kakršnekoli regulacije odpre katerikoli medij, kakor želi in lahko bodo počeli, kar želijo. In to je pravzaprav bistvo svobode. Ni vlada tista, ki nalaga kakršnakoli pravila, predpise in vsebine, kot se jim zdi primerno, ter vsiljuje to ali ono medijskim hišam, ampak dejansko počnejo, kar želijo, ne glede na to, ali nadzorujejo ali ne. To je nepomembno. Celoten smisel svobode je, da ljudje, v tem primeru izdajatelji programov, počnejo, kar želijo. In vlada nima nobene pravice, da se vmešala in narekuje uredniško politiko kanalov, ne glede na to, ali je to dobro ali slabo. In potem se bo zgodilo to, da bodo nekateri mediji podpirali vlado, drugi bodo proti vladi, eni bodo levi, drugi desni. Koga briga? To ni stvar vlade. Prav, no, to je tisto, kar ta zakon dosega. Razčlenimo to. Najprej te bom vprašala, zakaj bi reforma, ki je predstavljena kot zmanjšanje vmešavanja države, dejansko državi dala večji vpliv nad sistemom oddajanja in nad regulatorji, ki bodo ta sistem nadzorovali. Tam bodo politiki. Vlada, ker regulator ne bo več reguliral. To je ravno bistvo. Bo zelo, ampak vi dajete še več. Dajate jim več predpisov. No, to je nepomembno. Poslušajte, o tej točki lahko razpravljate in morda je napačna, morda je bila... Torej je to nepomembna točka, ki jo... Ne. Ker če je moč regulatorja prevelika... Bo urejal medije. Absolutno. Točno to je. Ne, ker če regulator dejansko nima moči za regulacijo, kar je točno tako, ker so vse dolžnosti glede vsebine, torej če regulator ne bo reguliral... Kaj bo potem počel? Praktično nič. Resnica je, da v tem trenutku... Torej, odstranjujete neodvisne medijske nadzornike in jih nadomeščate z regulativnim organom, ki ne bo reguliral. Torej, ne bo nobene regulacije. Mediji trenutno niso regulirani. Po trenutni zakonodaji regulativni organ skoraj ničesar ne počne. In zdaj, koliko regulacije je še ostalo, bo politični vpliv v smislu, da bodo v tem organu predstavniki, ki jih bodo imenovali politiki. In kaj potem? Če sam regulator nima skoraj nobene moči, potem kakšna razlika sploh je? Razumeš, kaj mislim? To je nepomembno. Torej, ljudje zdaj dejansko, če mene osebno vprašaš, mislim tako, strinjam se s tabo v tem smislu, da je bilo to nepotrebno. V redu, kar se mene tiče, sem bil zadovoljen, da prejšnje telo ostane takšno, kot je. Ampak to je drugotno, pravzaprav niti ni drugotno. To je terciarno vprašanje, ker je bistvo v tem, da regulator v bistvu nima več nobene moči. Torej ni pomembno, kdo je odgovoren za regulacijo,
ko praktično ni več nobene regulacije. In to je bistvo. In zato se bo zgodilo to, da bomo imeli medijsko sceno, ki bo veliko bolj odprta kot zdaj, kjer bo lahko vsakdo počel praktično karkoli želi. In to je točno tisto, kar želimo doseči. Je reforma popolna? Ne, ni popolna, se strinjam. Obstaja nekaj težav, vendar so te resnično nepomembne, so obrobne. Bi se teh stvari morali v prihodnosti znebiti? Verjetno. Ampak to ni pomembno. To je tako, kot da bi se ukvarjali z 1% problema, medtem ko rešimo 90% problema. Točno tam smo. V redu. Amir Weidman, najlepša hvala, da ste prišli in delili svoje mnenje. Zelo cenimo to. Hvala.